gosta, ki nam bo prenesel, jaz verjamem, zgodbe iz celega sveta. Janin Klemenčič, torej, kot že rečeno na začetku, daje naš osrednji gost. Že zvoni, kar izvoli, Bojana, seveda. Primestna popotovanje. Kar izvoli. Živijo, kar naprej, lep pozdrav. Zdravljena. Me veseli. Zdravo, kar izvoli. Lep pozdrav, Živijo, kar izvoli. Šlete bomo. Evo, točno tako. Tole imam za nekoga. Aha, to je darilo v bistvu ne za naju, ampak za najino oddajo, kajti darila, ki jih naši gostje prinašajo, bodo šla na dražbo. Sem slišal, ja? Ja, na dobrodelno dražbo in verjamem, da to darilo ima eno zgodbo za sabo, ne, verjetno. Kaj pravite, odkod je? Čak, da vidim, če kaj piše. Nič, nikjer ne piše? Ne, nič. Verjamem, upala bi reči, da ni iz Slovenije. Ni. Dobro? Pa tudi ročno delo bi znalo to biti. Ročno delo, ja, in to je neka silno dragocena kamenina baje. Čeprav ni čisto gotovo vse tisto, kar ti povejo, boš takoj videl zakaj. Dobro. Namreč to je iz vzhodne Afrike, ne? In danes se bomo malo pogovarjali o vzhodni Afriki kasneje. No in tole je pa pravzaprav nekakšno darilo slabe vesti od nekoga nam. Stvar je bila pa taka, precej dolga zgodba, no, mogoče vam bom kdaj povedal. Ne vem, če ne bodo, ne vem kdaj. No, na hitrco je pa taka, no. Pred leti smo se po internetu dobili 5 ljudi, pa smo šli v vzhodno Afriko. In smo potem naredili tak krog po Keniji do jezera Turkana, podobno kot smo napravili letos, pred kakšnim dobrim mesecem. In to je po moje eden od 2 mogoče najbolj zanimivih delov Afrike, ki sem jih obiskal do zdaj. Čisto puščavi, tista prava ljudstva, taka kot so bila leta 5000 pred našim štetjem. Enako se še obnašajo, razen da znajo 5 angleških besed in sicer daj mi denar ali pa kaj podobnega. Ali pa fotografiraj me, kar pomeni enako kot daj mi denar, ker čim ga slikaš, ga ne moreš avtomatično moraš plačati. S tem, da najbližja trgovina je pa par dni hoda stran, ker bo uporabil tisti denar. Ampak vsi točno vejo, kako je z denarjem in tako dalje. Ampak tako res tista prava Afrika, ki o njej bereš v knjigah. No skratka, par stvari se je tam zalomilo, to je pa res precej dolgo, če boste v hotelu, lahko pa tudi tisto povem. Namreč podtaknil nam je nekakšnega voznika, ki še nikoli ni tam bil, ker pa reč, kot redko kateri tujci hodijo tja. To je jezero Turkana, to je severozahodna Kenija, res zelo, zelo puščavi, takele sive skale, vse enako velike, pa nam tisoče kilometrov, same take pokrajine. To so bolidi, ki jih je izmetal eden od vulkanov. Skratka, res, taka lunina pokrajina ali pa Marsova. No in tam se je marsikaj zataknilo, ker je ta naš šofer imel marsikaj planov drugačnih kot pa mi. Ampak je res dolga zgodba. Kakorkoli, ni šlo najboljše na tistem izletu, pa nam je potem kot nekakšno opravičilo dal tole, da bomo prihodnič, ko pridemo spet z njim šli nekakšen izlet. Aj, si že za vnaprej zagotovil delo. Je pa trdil, da je strašansko dragoceno. Zdaj, koliko je res dragoceno, ne vem, mislim pa, da prav poceni pa ni. Prinesel sem ga pa med drugim zato, da malo pohvalim Afričane. Namreč neverjeten smisel imajo za stil, pa za, kaj vem, prav, kaj vem, recimo tiste maske so zelo značilne za Afriko, ne? Torej, kako to stilizirajo, kakšne neverjetno fantazijo imajo, kaj vse naredijo, prav včasih kar usupljivo. In tudi tale kompozicija mi je všeč, ker je pač taka, moraš kar malo pogledati, kaj sploh je pravzaprav. A jaz to prav vidim, otroka pa odraslega? Ja, malo je prosto po fantaziji, lahko si predstavljaš več stvari, lahko je par, lahko je otrok, lahko je kaj tretjega. In veš, kaj mi povej, odkje je navdih za vsa ta potovanja po svetu? Odkot navdih? Ja, odkot navdih? Iz najstniških let. Takrat, to so bile že 80-70 leta, in takrat so prvi popotniki imeli takole dolge lase in tako dolge brade in so imeli 20 kilogramov s posteljo vred in so bili taki kot John Lennon v kasnejših letih, recimo. In to se je nam zdelo takrat wow, ne. Pa, kaj vem, v osnovni šoli, ko smo prvič slišali Beatle, je bilo to še napol pripovedano pri nas, tako da je bilo še toliko bolj privlačno, pa ni bilo takrat tako lahko potovati, tako da to se mi je zdela najbolj veličastna stvar, ker človek lahko počne, da bi štopal nekje po Evropi. Wow. No, potem pa, ko prvič to počneš, ti apetiti malo zrastajo in potem človek je pač adiktivno oziroma kompulzivno bitje, pa se potem nikakor ne moreš
ločiti od vsega tega. Tako da, ker Samo malo še postane- nadgrajuješ, ne pa da bi se Ja, pa malo ustavil. odvisen postaneš, ne? Če si predolgo doma, ti že kar malo manjka. Kaj pa, če primerjaš prejšnja potovanja, ne, takrat, ko si začel, pa zdaj, ko se odpraviš na potovanje? Prej si že omenjal internet, ne vem, prek interneta ste se zbrali. Takrat verjetno tega ni bilo, ne? Nisi niti imel vseh Takrat sem informacij. več ali manj potoval kar sam. In to iz preprostega vzroka, ker nisem dobil nikakršnega pajdaša. Prvi sem šel na potovanje po 3. letniku gimnazije. In sem seveda vse prijatelje vabil zraven, pa eden gre na morje, drug ima popravca, tretjega starše ne pustijo, četrti ga je enostavno strah ali pa ni hotel priznati, da ga je strah ali kakorkoli. Skratka, na vse zadnje sem moral sam iti, ne, na svoj totalni obup, ampak ker sem že vsem obljubil, jaz ne morem zdaj doma ostati potem, ker pa bom tarča za smeha in jaz sem se moral potem nekam iti. Pa sem potem take bedaste izgovore sam sebi iskal, recimo, ja, jutri je še to na televiziji, pa še jutri ne grem, bom šel po jutrišnjem, ne. In gor štopal praktično pred tem, ne. Aha. No, in pa sem se Čisto postavil tam na konec Celovške in dvignil palec in pri prvih 2 avtomobilih sem imel tremo, potem so je pa kar naenkrat zginila in trema in strah. Kako so pa doma odreagirali na to, ko si rekel? Oh, ne vem, panika, jasno, kaj pa panika, ne? drugega. Ni bilo še mobitelov, niti da bi se javljal, niti Bili da so bi samo sporočal, telefoni, kje pa si, še kako tisti si. tako dragi, da je bilo čisto predrago, da bi pisaril sem pač kartice domov, ne. Katera bi bila tvoja prva destinacija? Na Berlin. Oziroma, čakaj, pa še predtem je bila naša jadranska obala, takrat naša, zdaj pa ni več Ja. naša. In sem, srečal sem 2 Novozelandčanki, starejši od mene, jasno, jaz sem bil takrat 17 let star, ne. One 2 pa že čez 20, že stare ženske, ne. Hvala. Pojme. Ja. Ne, to je bilo takrat, če si ujel kakšno starejšo od tebe, to je bilo takrat, kot da bi zadev na loteriji. Veš da, ne? No, in sem skupaj z njima štopal potem do Splita, tam smo pa en teden, pač, počutil sem se, kot da sem v nebesih, ne, prvič govoriš tu jezik, prvič v življenju, tako malo bolj, ne. Drugič se počutiš svetovljana, zjutraj greš v trgovino, tam kupiš hrano, potem se usedeš zraven grma v travo, pa skupaj vsi trije jemo zajtrk, kar se mi je zdelo spet krasno, ne. Tako, nekako, Zanimivo, ne? to je tisto, kar je me najbolj privlačilo od začetka pri potovanjih. Seveda si pa tukaj s prav posebnim namenom, midva sva že na začetku oddaje omenila, boš od zdaj naprej naš sodelavec, a ne? Vsak ponedeljek te bomo srečevali v posebni rubriki, ki bo na nek način tvoja rubrika Popotnik. In v tej rubriki boš predstavljal destinacije, razne destinacije po svetu, ki jih poznaš seveda iz prve roke, ne? Tako da bodo tudi gledalci in gledalke se morda po tvojih napotkih tudi kam odpravili. Kolikokrat pa